Izjemno pogosto slišan izraz, povezan z uspešnostjo izvedbe, je samozavest. V splošnem jo lahko opredelimo kot stopnjo, do katere nekdo ceni samega sebe. Lahko se ceni nizko ali zelo visoko. V tesni povezavi s samozavestjo pa sta tudi izraza samozaupanje in samopodoba. Samozaupanje se nanaša predvsem na vrednostne ocene samega sebe. Enostavno je rečeno, samozaupanje pomeni stopnjo, do katere verjamemo, da lahko nekaj uspešno izvedemo. Povezano je recimo s stilom razmišljanja, to zmorem, to bom. Visoko samozaupanje tako povzroča dobro samopodobo, medtem ko nizko samozaupanje povzroča slabo oziroma nizko samopodobo. Mnogi športniki in glasbeniki menijo, da je samozaupanje to, da verjamejo, da so dobri, da verjamejo v zmago in podobno. Samo po sebi pa to ne zadošča. Če si govorite, da boste zmagali, pa je vaš nasprotnik izkušen in je že tekmoval na tekmovanjih tovrstnega razreda, to v tekmovalcu povzroči pretiran strah namesto trdnejšega zaupanja v zmago. Boljše samozaupanje lahko zgradimo, kadar se osredotočamo na to, da smo sposobni izvesti našo nalogo. Torej nekaj, kar je pod našim nadzorom, kot smo že omenjali pri vsebinah o koncentraciji. Za dobro psihološko pripravljenega posameznika pravimo, da ima realno samozaupanje. Takšno, ki je v skladu z njegovimi dejanskimi sposobnostmi in znanjem. Samopodoba pa je sestavljena iz mnenj in prepričanj o sebi, temelji na izkušnjah in razlagah o sebi in okolju. Je organizirana celota potez, lastnosti, stališč, občutij, podob, sposobnosti, ki jih pripisujemo samim sebi. V povezavi s samopodobo posameznik uravnava in usmerja svoje vedenje. Poznamo 4 glavne sklope samopodobe: telesno, čustveno, socialno in učno samopodobo. Samopodoba je odvisna od mnogih dejavnikov, na primer od zaznave in poznavanja svojih dobrih in slabih strani. Torej, kako se vidimo, kaj menimo o sebi in ali sploh poznamo svoje dobre lastnosti in svoje slabosti. Odvisna pa je tudi od referenčnega okvirja, kar pomeni, s kom se primerjamo, z drugimi ali sami s seboj. Na primer, če se primerjamo športniki oziroma glasbeniki, ki so boljši od nas, imajo boljše pogoje za trening oziroma vadbo, ali pa so bistveno starejši, če govorimo o mlajših športnikih in glasbenikih, potem obstaja precejšnja možnost, da bo naša samopodoba slaba. Ko je ta primerjava ustrezna, da se torej primerjamo z vrstniki, z enako starimi, s tistimi, ki trenirajo oziroma vadijo enako veliko in v enakih pogojih, pa bo naša samopodoba boljša in bolj ustrezna. Pomembno vprašanje, ki si ga s ciljem izboljšanja svojih nastopov zastavljamo, je, kako lahko samozaupanje in s tem samopodobo izboljšamo. Ključnega pomena so tako pozitivne, dobre izkušnje in doseganje uspehov. Da je dober, si bo posameznik verjel takrat, ko je dejansko tudi nekje izkusil zmago ali uspeh. Prav gotovo je vsak vsaj enkrat občutil zmago. Pri tem pa moramo zmago opredeliti kot uspešno opravljeno nalogo, ne le z vidika uvrstitve. Če ne na nastopu ali tekmovanju, pa na vajah ali treningu. Tudi to so lahko drobne zmage. Kot na primer, da glasbeniku uspe zaigrati tehnično zahteven del skladbe ali pa športniku zdržati težko kondicijsko serijo. Na samozaupanje pozitivno vplivajo tudi dobro postavljeni cilji, ki niso previsoki, ter omogočajo pozitivne izkušnje. S tem pa izboljšujejo samopodobo. Po drugi strani pa jo previsoki cilji znižujejo, saj se posameznik počuti neuspešnega, če cilja nikoli ne doseže.
Na občutek odličnosti zagotovo vpliva tudi realna pohvala profesorja, trenerja in pomembnih drugih ljudi. Pa tudi, da pohvalite sami sebe, ne glede na nivo nastopov, tekmovanj ali uvrstitev. Mnenje drugih, ki je spodbudno, usmerjeno na napredek, omogoča samostojnost. Popravek napak s konstruktivno kritiko pa pripomore, da posameznikovo samozaupanje raste. Ena od pomembnih nalog profesorjev in trenerjev je, da vzpostavijo ustrezen referenčni okvir, kar pomeni, da naj se glasbenik oziroma športnik primerja s sebi enakimi, na primer mladinec z drugimi mladinci. Te primerjave lahko delamo glede na starost, glede na tiste, ki imajo podobne pogoje za trening oziroma vadbo ali recimo podobne cilje. Tudi pogosta uporaba pozitivnega samogovora v različnih situacijah bo športnika ali glasbenika počasi pripeljala do tega, da bo na glasbo, šport in svoje udejstvovanje v tem gledal pozitivno in realno. Z uporabo tehnike predstavljanja lahko nabirate pozitivne izkušnje, neodvisno od trenutne situacije. Ko se vam zdi, da resnično nimate nobene dobre izkušnje, na kateri bi gradili svojo pozitivno sliko, se lahko ravnate tudi po zgledu drugih, uspešnih glasbenikov, športnikov ali idolov. Predstavljate si lahko, kako tudi vi vadite in tekmujete na tak način kot oni. Kako pa je v realnosti na vašem področju udejstvovanja? Včasih je treba pogledati na rezultate tudi z druge strani. In ko dobro pogledate posameznega glasbenika ali športnika, boste zagotovo videli, da ni vaš čas 100-odstoten, da ni vedno uspešen, da kdaj naredi tudi napako. Dober izvajalec se iz napake ali poraza nekaj nauči, popravi taktiko in naprej dobro nastopa. Ko pogledate oddaleč, vidite, da je krivulja uspešnosti nastopov obrnjena rahlo navzgor. In to je dovolj dobro. Biti ves čas 100-odstotno uspešen in brez poraza ni realno na nobenem področju, pa tudi ne v vsakodnevnem življenju.